Mesec december je čas obdarovanj, dobrote in povabili smo v našo družbo simpatično Ifigenijo Stvrčkljano in sicer Rdečih noskov društva, ki opravlja svoje poslanstvo že od leta 2003. Ifigenija, lep pozdrav v naši družbi, lep pozdrav našim otrokom in vsem, ki nas gledajo. Živjo, Branko, in živjo vsi, ki nas gledate. Tako. Jaz vas ne vidim prav dobro, ampak upam, da vi mene pa ja. Rdeči noski z klovni in klovnesami prinašate seveda radoživost vse povsod. Imate številne nastope, številne akcije, vse od leta 2003, ko ste prvič pričeli, razveseljujete ne samo otroke, tudi odrasle in jim nekako dajete upanje, veselje izven tistega njihovega domačega okolja. Vse si povedal, sploh ne vem, kaj naj še dodam. Če sem zelo natančna, smo začeli obiskovati 2004, ampak 2003 smo se pa prvič dobili na avdiciji in takrat smo bili 4 klovni. In smo imeli samo en program v bolnišnici, ki se je reče Pediatrična v Ljubljani, ampak zdaj nas je 20. In smo v vseh bolnišnicah po Sloveniji in v Mursko Soboto tudi prihajamo. A si to vedel? Vedo. Ja. No, in obiskujemo vse otroke, ki morajo iti v bolnišnico, pa tudi odrasle, pa tudi starejše v domovih za starejše. Ampak zdaj pa nismo smeli več v bolnišnico, zdaj sploh ne smemo iti več noter. In kaj smo naredili? Smo šli dol, pod okna in v parke in na balkone in zdaj smo tam in je čisto neverjetno, čeprav smo zelo daleč drug od drugega, ker oni so visoko gor na oknih, mi smo pa spodaj, še vsem pride vse skozi. To, da si pošljemo poljubčke, pa da si objeme pošljemo, vse pride skozi in na koncu smo vsi bolj zdravi, pa bolj dobre volje, pa bolj mirni. In tako gremo po domove za starejše, pa tudi pred bolnišnice. Torej, v bolnišnici ste imeli tako imenovane klovnovske vizite, ne? Vizita, kaj je to, ne? Ja, tako kot če si zdravnik. Ifigenija, kako pravzaprav priti v vaše društvo, se včlaniti, ljudje, ki smo, radi delamo z otroki, ki smo tudi drugače, takole jezični bolj kot ne? Ifigenija, kako se vam pridružiti, če bi se kdo želel seveda in razveseljevati otroke s tem? Ja, to je zelo težko. Moraš biti fejst neumen. Pa moraš znati veliko stvari početi, moraš iti na avdicijo in traja 2 dni. In tam pokažeš razne stvari, ki jih znaš početi, recimo veščine, kot je žongliranje, pa glasbeni inštrumenti, pa predvsem pa to, da imaš posluh za partnerja, pa za sočloveka. In potem, ko si sprejet, hodiš 6 mesecev v bolnišnico, pa še nisi kloven. Še lahko opazuješ svoje kolege in potem počasi začneš delati kot kloven. In smo ugotovili, zato ker zdaj smo pa že res 16 let stari, da je zelo pomembno, da si že prej tudi nastopal za otroke ali pa za odrasle, zato ker pol ene stvari že veš in potem imaš to znanje temeljno in pol gor samo še nadgradiš znanje za delo v občutljivih pogojih, kot so v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. Ifigenija, nekaj bi vprašal, skrbi me, ne? Skrbi me za vas, so tvoje kolegice, kolegi, klovni in klovnese zdravi, se vas virus ni dotaknil, čeprav delate v takšnih okoljih, rekla si, da letos posvečate veliko časa tudi domovom za ostarele, ki so tudi ena taka skupina, ki letos je najbolj prizadeta s tem virusom, ne? Vi ste zdravi, opravljate pa nič manj dela, kot ste ga poprej, nekaj malega manj. Ja, malo manj, jaz sem šla štet, koliko imamo vizit, pa jih imamo manj, ampak še vedno veliko, še vedno okrog 10 na teden, ko smo jih imeli pred 2 letoma 997 na leto. Hvala. Ni se nas virus prijel, ampak mi smo zelo strogo se držimo vseh
pravil in navodil, kar pomeni, mi imamo maske, potem imamo češčen nos in potem smo zelo na distanci in smo na razdalji tako med sabo, kot med tistimi, ki so v domovih in sploh ne gremo noter, smo zunaj pred domovi in pred drugimi ustanovami. Tako da in smo zelo in imamo razkužila in se zelo razkužujemo, ampak to smo že prej bili navajeni, a veš, ker v bolnišnici smo tudi morali pred vsako sobo, preden smo vstopali noter in ko smo šli ven, pa čist popolnoma zdravi smo morali v bolnišnico, ne smeš niti kihati, niti nič se slabo počutiti, popolnoma zdrav. Tako da so te stvari, mi smo se že kar malo bili navajeni na vso to higieno. Ifigenija, sfrčkljana si zato, ker si pač malce po glavi sfrčkljana. Ja, pa zato kaj težko izgovoriti. Seveda, tudi namen najinega današnjega pogovora je, kako seveda sodelovati, pomagati rdečim noskom. Nekateri ljudje so v teh dnevih dobili tudi domov po redni pošti, seveda povabilo, da donirajo, da finančno podprejo rdeče noske. Sicer pa so tudi druge oblike, zraven tega, da lahko fizično seveda prispevamo denar za rdeče noske, tudi da odstopimo del dohodnine ob koncu. Ta je zelo dobra oblika, ka vas nič ne stane. Jaz sem šla zadnjič štet, zdaj pa ne znam pogledati, ampak mislim, da je še 40% ljudi, ki še niso nikamor namenili dohodnino. In to so zelo prijazni ljudje, zato ker ta denar, ki je 0,5%, sem dobra s procenti, ne? No, ta denar potem ima država in mi imamo radi svojo državo, ne? Ampak, če se pa odločite, da bi pa dali še komu drugemu, recimo rdečim noskom, je pa to zelo enostavno. Lahko greste sam na našo spletno stran, pa boste najprej videli, kako odstopim in potem tja kliknete in boste videli vse. Tako da, to je ena super stvar, pa nič vas ne stane, nam pa veliko pomeni, veste, vsaka taka stvar. Da bi bilo čim več, tega, ne? Ja, da lahko, mi potem, lejte, zato, mi lahko potem delamo, mi imamo 31 programov, to je veliko. Vse bolnišnice, ki so otroci, pa domove za ostarele, pa ustanove za ljudi z motnjo v duševnem razvoju, pa imamo še posebne programe, kot so pester orkester, pa cirkus, pa tako naprej. Tako da, ja. Eden od načinov pomoči je, da tudi vsi imamo skoraj mobilne telefone, ne? Ja, jaz sem zelo dober, ga si videl mojega. Ti si moderna, jaz nimam, jaz imam stari. Pa imam še enega, ta starega, ki ga sicer rajše uporabljam, ampak ni tako pameten. Ifigenija, SMS-e lahko pošlje prek mobilnega telefona, tudi v tem morda nekaj kot pomoč? Ja, pošljite SMS na številko 1919 z besedilom Noski 5 in prispevajte 5 €. Odlično. Lahko pa tudi sam 1 €, če narečete Noski 1. Ker se midva pogovarjava takole, zelo mikavni so tile rdeči noski, penasti so, ne? To se tudi da morda dobiti tak za naše otroke ali pa radovedneže, nadobudneže. Ja, mi imamo zelo veliko teh rdečih noskov, ki so penasti, ki mi gremo v bolnišnico, pol pa jih pustimo tam, zaradi tega, da se potem spomnejo, kako je bilo, pa včasih te ena taka rdeča pika spomne in pa si kaj boljš volje. Tako da, ne vem na pamet, ampak na spletni strani mislim, da se da tudi to dobiti. Ja, se da, točno, zdaj sem se pa spomnila, lahko tudi to, ja, www.rdečinoski.org. Ifigenija, ne verjameš v dobre ljudi meseca decembra, Miklavž, pa Božiček, pa dedek Mraz, si kaj pisala, imaš kakšne želje morda? Jaz verjamem v dobre ljudi, ki živijo tako klele pri sosedih, pa ki živijo tudi v Murski Soboti, pa povsod v Sloveniji.
Ampak še vsem za vsak slučaj pišem, veš. Ja. Hvala, Ifigenija, da si bila danes z nami. Ifigenija Strčkljana je bila. Ja. Boš ti še To kaj sem bila nam zaigrala, zapela, morda za Ja. konec? Ja. Zdaj sem se pa kar zmedla, pa ne vem, kaj bi. Lahko bom kar- pomagam. Ja, dej. Lahko improvizirava. No. Dragi vsi prijatelji, Ifigenija in Branko vam želi, da bi zdravi vi bili. Srečni, veseli, debeli, srečna nova leta.